in vpliva, zakaj so brati. Prej sem posebej izpostavila, da med drugim brati zato, ker to spodbuja razvoj domišljije in pa ustvarjalnosti otrok. Torej, to se mi zdi ključnega pomena, da pravzaprav že v teh zgodnjih letih ustvarimo pogoje, da lahko otroci zlasti po 3., 4. letu starosti, ko je domišljija gledano razvojno, psihološko, na viško, seveda zopet v primeru, da smo jo spodbujali, v primeru, da smo pravzaprav pozabili na njo, nismo nekih nestrukturiranih situacij uvedli v otroka, da nismo otroku brali tako resnične kot domišljijske zgodbe oziroma pripovedi, potem se domišljija zopet sama po sebi, ker je otrok starejši, ne bo razvijala. Torej, zdi se, da je to, ko začenjajo otroci razlikovati, že po 3. letu starosti, kaj je resnično in kaj je domišljijsko, da je to najbolj idealno obdobje, ko malčke in otroke grozno zanimajo razlike med nekimi resničnimi zgodbami in pa nekimi domišljijskimi. Oni vam bodo tudi velikokrat rekli, da oni vejo, da je to samo v pravljici, ampak bodo to, kar je v pravljici, za pridom uporabljali bodo jezik, ki je v pravljici, uporabljali bodo to pripovedno strukturo, skratka, veselili se bodo te vsebine oziroma tega dogajanja v pravljici. Kljub temu, da velikokrat, ravno zaradi teh svojih čustev, ki jih vežejo na domišljijo, tudi malo zanikajo, ali oni že ločijo resnično ali domišljijsko. Ko 4-letnim otrokom ponujate darila, ne vem, tam Dedek Mraz ali Božiček ali kdorkoli, ob različnih priložnosti in sprašujete, a ti verjameš v Dedka Mraza, bo on rekel ja, ker je to tako čustveno napeto dogajanje, ko dobiš darilo, kljub temu, da on zelo dobro ve, ko ga boste čez 5 minut vprašali, kako je pa lahko Dedek Mraz hkrati, ne vem, v različnih koncih, v vrtcu, ne vem, pri mami v službi, ne vem, na cesti v sprevodu in podobno, bo znal zelo logično razložiti, da to itak ni možno. Kar pomeni, da vam poskušam povedati, da domišljija pa čustva grejo za roko v roki, zato je otroku to domišljijsko dogajanje tako blizu. In to domišljijsko dogajanje, ki ga slišijo v zgodbah, ko jim beremo, oni zelo, zelo hitro prenašajo tudi v svoje lastne zgodbe, prenašajo to domišljijo v igro, prenašajo to v risanje in seveda razvijajo jo ob poslušanju besedil. Zopet bi pa rada poudarila, da vse te načini simbolnega izražanja otroka, ki so opremljeni za domišljijo, so med sabo močno povezani. Povedano drugače, otrok, ki pogosto posluša domišljijske in resnične zgodbe, bo več domišljije izrazil v igri, ta otrok bo risal in bo zelo domišljijsko interpretiral to, kar je narisal, on bo zelo rad samostojno pripovedoval zgodbe in bo tudi znal ločiti, kdaj je resnična, kdaj pa domišljijska. Zakaj? Ker se nekaj zgodi v njegovi glavi, mi to imenujemo, tudi v knjigi smo tako poimenovali in meni je tako všeč to poimenovanje, da knjiga pride v otrokovo glavo. V otrokovi glavi, če si probamo predstavljati, kaj vse se dogaja v otrokovi glavi, ko posluša, ne vem, pravljico 1, pravljico 2, zgodbo 3 in tako naprej. In vsaka od teh pravljic, zgodbic ima neke svoje junake in to praviloma ne samo enega junaka. In zdaj si lahko predstavljate, kakšne podobe si otroci ustvarjajo o teh junakih in junakinjah v svoji glavi, kar pomeni, na nek način pride knjiga v predstavo, zato da oni lahko potem v drugih dejavnosti, naprimer v igri ali pa v risbi, ki sem jo prej omenjala, to domišljijo tudi zares izražajo. Zelo pogosto se identificirajo s temi junaki, jih potem posnemajo, spreminjajo in podobno. In tisto, kar je še posebej pomembno, bolj ali manj je pri vsakem otroku lahko isti knjižni junak ali pa junakinja dobil različno predstavo oziroma podobo v njegovi glavi. Ker tukaj je delovala njegova miselnost, tukaj je delovala njegova domišljija in zato si bo eden predstavljal pač Martina Krpana takega, drug pa drugačnega.